V predzadnjem krogu druge slovenske lige sta se v bistriškem športnem parku pred 600 gledalci pomerili ekipi KTM in Pol Bistrice in Brinje iz Grosuplja. To je bil tudi obračun četrto in sedmovrščene ekipe poteka prvenstva. V tokratnem obračunu so bili sedmovrščeni Bistričani boljši, ki so zmagali 4-1. S to visoko zmago pa so se tudi zahvalili zvesti navijačem, ki jih v velikem številu spremljajo že drugo sezono med drugoligaši. Ja, zadovoljen za sezono. Odšlo je dosti igralcev, prišlo je dosti novih igralcev, tako da kemija je ostala, ampak nadaljujemo in upamo, da v naslednje leto še boljše. Dolenjci so bili pred tekmo še vedno v igri za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za prvo ligo. Teh pa po visokem porazu v Slovenski Bistrici ne bodo videli. Nažalost se ni šlo, danes je bila Bistrica enostavno boljša. Sicer smo imeli svoje priložnosti, pa lahko bi dosegli kar nekaj zadetkov, ampak nam enostavno v napadu ni šlo in v drugem polčasu smo enostavno začeli preveč puščati prostora v obrambi, nismo bili disciplinirani dovolj in Bistrica je začela prihajati do priložnosti za priložnostjo in na koncu tudi zasluženo zmagali. Trener Goran Stanković je domače proti svojemu nekdanjemu klubu popeljal do visoke zmage. Dolenjci so bili vse do 18. minute aktivnejši v igri in si ustvarili kar nekaj priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. Na veselje domačih navijačev pa je svojo vztrajnost potrdil domači napadalec Kuliš, ki je dosegel svoj 8. prvenstveni gol. Drago mi je što sam s golom pomogao otvoriti utakmicu u najboljem mogućem načinu i bilo je teško, Brinje dobra ekipa i jako su kompletni, tako da je taj prvi gol nas je podigao i nastavili smo u jakom ritmu, nismo se prodavali i to je to. Po vodstvu Bistričanov so gostje ponovno stavili vse v napad. Za izenačenje v 26. minuti poskrbel Matevž Matko. Bistričani so udarili ponovno v 37. minuti, ko so po hitrem protinapadu dobili tudi 11-metrovko, prekršek nad Pesjakom. Z 11 metrov je za 2-1 zadel kapetan Jaša Martinčič in dosegel svoj že 11. prvenstveni gol. Gostje so bili v drugem delu vse do 60. minute v igri za izenačenje. Nato pa sta svojo mojstrstvo dokazala rezervista domačih Brin Horvat, ki je odlično razigraval domače napadalce, in napadalec Azer Kozić, ki je že po vstopu v igro zapretil vratarju gostov. Tega pa je premagal v 75. minuti in povišal na 3-1. Četrti zadetek domačih pa je bilo delo Olamide Ibrahima, ki je tako potrdil visoko zmago svoje ekipe. Bistričani so se s 7. mestom, ki so ga potrdili že krog pred koncem, uspešno zaključili drugoligaško sezono. Kljub velikim spremembam in dogodkom, ki so se odvili med samim prvenstvom, pa je lahko trener Goran Stanković zadovoljen svojim in delom strokovnega štaba bistriškega drugoligaša. Jaz sem res ponosen na fante, na klub, na tudi strokovni štab. Res je bila turbulentna sezona, oziroma kar se tiče teh stvari, menjava trenerjev oziroma tudi dosti igralcev je šlo. Ni ista ekipa na zimo sestavljena oziroma so neki igralci prišli. Tako da, če se potegne pa črta, pa jaz mislim, da je zelo uspešno, ker zagotovljen je obstanek in mislim, da je cilj kluba dosežen. Tako da zdaj pa treba razmišljati za naprej oziroma sestaviti neke cilje za naslednjo sezono. Številni gledalci so pred tekmo pozdravili tudi do včeraj še kapetana domače zasedbe Lana Vidmara, ki je v zahvalo za svoje igre prejel tudi dres svojega bivšega kluba. Neka posebnost je ta dres, res je, da ga bom obesil na steno doma v dnevno sobo, da ga s ponosom vsak dan tudi pogledal. Sedaj nosi dres vijoličaste barve, v katerem je vse do neprijetne poškodbe kolena, ki je sedaj že preteklost, nizal dobre prvoligaške predstave. Včeraj sem dobil od zdravnika klubskega zeleno luč, tako da, ampak zdaj nočemo te 2 koli nič tvegati z klubom in se bom normalno priključil ekipi začetku pripravljalne sezone. Kaj je potrebovalo temu, da si se tako odlično ujel tole šampionsko mariborsko zasedbo?
Pa lahko bi rekel tudi, da so me igralci izredno lepo sprejeli, pomagali so mi od prvega dne že. In seveda, ko igra za taki klub, ko že ga od malega navija za njega, nič ni težko, kako bi rekel, ni težko pustiti te dodatnih 101% na igrišču, tako da jaz samo uživam.